sekcija in mlade kamniške mažoretke. Dragi tekači, drage tekačice, tisti, ki ste prišli nekoliko kasneje, še enkrat lep pozdrav, dobrodošli na 6. dobrodelnem teku Lions klubov Kamnik, Lions kluba Domžale in Leo kluba Kamnik. Čas teče hitro naprej, približuje se štart teka, otroškega teka, ki ga letos prirejamo prvič, in sicer na 300 in 800 metrov. Zato prosim vse, ki ste se prijavili za otroški tek na 300 in 800 metrov, da pridete do mene. To sem jaz, ki maham z mapo. Prosim, da počasi otroci, ki ste prijavljeni za ta dva teka, pridete tukaj na sredino, ker boste skupaj z obema predsednikoma, se pravi Lions kluba Kamnik in Lions kluba Domžale, počasi odšli proti policijskemu avtu in potem organizirano do štarta. Štart pa je ob 9:30. Tako, otroci se veselo nabirajo. Malo še počakamo. Vmes počakamo še na koga od otrok, pa naj povem, da so z nami tudi tako kot v minulih letih, iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, IRIS. In skupaj z njimi smo pripravili poligon, to je tu desno od mene v smeri proti reševalnemu vozilu. Postavljen je poseben poligon, na katerem se boste lahko vsi preizkusili hojo z belo palico, kot se temu reče, se pravi, da boste podoživeli, kako je, če si slep in se moraš gibati med ovirami le s pomočjo bele palice. Ker domnevam, da so se zdaj tu nabrali že vsi otroci, ki bodo štartali ob 9:30, predlagam, da oba predsednika kar popeljeta otroke proti štartu. Mi pa si privoščimo še nekaj glasbe v tem času.
Bomo počakali, da se vsi zberemo, vsi otroci pa gremo bolj varno čez cesto. Po tam na oni strani. Aha, ti si dobil to posmo vsi, pa lahko gremo. Evo. Bravo. Prvo boš pa, bo rekel, da mamo si živlaš, ti pa namaš prvo, da zgubajo vsaki primer, malo položaju. Super, evo, hvala. Tako počasi se bližamo štartu, ki bo ob 10. uri. Upam, da ste se uspeli že vsi prijaviti, tisti, ki še ne pohitite. In ker se počasi bližamo že tudi skupinskemu ogrevanju, bi dal predtem še priložnost, da vse skupaj, ki smo se tukaj zbrali, pozdravijo tudi trije možakarji, ki so na nek način glavni sokrivci današnjega že 6. dobrodelnega teka v organizaciji Lions klubov Kamnik in Domžale ter Leo kluba Kamnik. In to sta oba dva predsednika ter tudi guverner distrikta, Lions distrikta 129 Slovenija, Marko Gospodinjački.
pa bi kar, ker je počinil najvišji, ker njemu najprej predal besedo, na kratko seveda. Hvala, Igor. Lep pozdrav vsem. Vesel sem, da sem spet z vami. Lani mislim, da me ni bilo, ampak predlani sem bil. Imamo lepo vreme, za dober namen smo se zbrali tukaj, za dober namen tečemo, zbiramo, kot veste, za otroke, ki so preboleli raka in še za druge namene, kot tukaj vidimo na stojnicah. Čestitam vsem organizatorjem, obema kluboma Domžale in Kamnik. Vsako leto ogromno naporov vložijo v to, da lahko zorganizirajo tak dobrodelni tek, ki ni samo druženje za šport, ampak zraven še nekaj dobrega naredimo. In pozivam vse vas, da vsak dan poskušate narediti nekaj dobrega za sočloveka, tudi če ga ne poznate. Na ta način bo svet lepši. Hvala lepa in tebi, predsednik, pa podelim za lansko leto našitek za prapor, ki ste bili pridni na enem od 4 dobrodelnih področij in ste prijavili in ste čudovito delali in še tudi moje zastavce. Tako, besedo prepuščam zdaj predsedniku Lions kluba Kamnik, Alešu Lipičniku, ker je ravno kar prejel nagrado, po imenu kluba seveda. Najlepša hvala guvernerju za nagrado. Lepo bi pozdravil vse tekače in sem vesel, da je tale naša tradicionalna prireditev zopet v polnem teku. Ker se štart bliža, še enkrat najlepša hvala vsem tekačem, vsem sponzorjem in tistim, ki nam pri naših željah pomagajo. Hvala. Hvala, Aleš. Zdaj pa še predsednik Lions kluba Domžale, Franci Balog. Še jaz vsem skupaj en lep dan, kaj dosti več ni dodati. Lepe besede so bile izrečene, jaz vam želim en čudovit tek in kar se da najboljši rezultat. Hvala, da ste prišli. Hvala vsem trem, dragi tekači, ker zdaj pa dejansko postaja vedno bolj vroče, pa ne mislim to toliko zaradi sonca in temperatur, temveč ker se bliža čas teka. Vabim voditeljici iz Bodyfita, da prevzameta že obljubljeno skupinsko ogrevanje pred štartom. Tako da tekšeni sence se ogrejete. In odločili ste se za tek, za dobrodelni tek. Kako pa? Fino. A župan je tudi tukaj, njega? Ne, župan, ste popravičili, tako da smo mi v njegovem imenu. Lepo. Se vidimo na cilju, ne? Fajn tešta. Ja, hvala. Tako, hop, ogrevanje lepo poteka. Naj v tem času povem še nekaj besed o Bodyfitu, ki je pripravil to ogrevanje. In sicer Bodyfit je verjela 7 centrov vadbe, kjer širijo ozaveščanje o pomembnosti redne rekreacije ter zdravega načina življenja. Imajo cel kup centrov, med drugim v naši bližini, se pravi, jih lahko najdete tako v Kamniku kot tudi v Domžalah. Bodyfit za danes ni pripravil le tega skupinskega ogrevanja, glede na temperaturo verjetno niti ni toliko potreben, ampak je pa fajn biti raztegnen. Pripravili so nam tudi nagrade in sicer mesec brezplačne vadbe v Bodyfit centrih, potem in-body diagnostično testiranje analize telesa ter teden brezplačne vadbe v Bodyfit centrih. Naj pa še opozorim, preden se bomo počasi vsi skupaj pomaknili proti štartnemu mestu, da Bodyfit organizira tudi tek na Stari grad nad Kamnikom. Ta bo čez približno 14 dni, slabih 14 dni, v petek 15. junija organizira skupaj z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik in to bo gorski tek na Stari grad nad Kamnikom. Ob 12. uri bo štart teka za osnovnošolce, ob 18. uri pa štart za odrasle. Trasa je dolga 3500 metrov, toliko da veste, lahko se že zdaj prijavite na internetnem naslovu www.prijavim.se in čakajo vas lepe nagrade.
Zdaj pa tu do štarta še nekaj muzike. Predlagam pa, dragi tekači, da se počasi začnemo zbirati tu na tem srednjem delu in počasi za mano krenemo vsi skupaj proti štartu, kjer bo potem na znak pištole, ne se prerivati, vse je organizirano, imate čipe, tako da čas se meri. Brez prerivanja, da slučajno ne pride do kakšne poškodbe. Vas pa med traso čaka tudi voda. Se pravi, nekaj glasbe in vsi za mano na drugo stran ceste. Ja. In boš tudi tekel. Ja, mečkam bom probal. Malo sem po matru, spokoj vsak let. Zdaj tečeš, zdaj smo prezgodaj s kolesarjem, tam mi menjša, tako da te nič ne vidim zjutraj. Zdaj imam drugo traso. Ja. Ja, ampak res, menjkaš kako če pa tam okrog malo. To je še pa bolj, zato ker hrib tečeš, ne poravnem. Ali pa s kolesom, tako da, ja, nekaj treba početi, ne. Ja, to, kar je pa danes, je pa najboljš, kar nekaj dobrega še naredimo, ne. Za ljudi. Mi ni to tako tekmovalno, kot bolj dobrodelno, ne, in to je prav. Ja. Hvala. Miro, drži se. Takole, tekači, lepo pozdravljeni, v odličnem številu ste se zbrali danes tukaj v Arboretumu, samo na kratko par besed o trasi. Štart cilj tukaj v Arboretumu, označbe so na tleh z fluorescentnim sprejem, s tablami, z usmerjevalci, sicer pa samo sledite Kamniški Bistrici, Puščicam. Na skrajni točki tisti, ki tečete 11,5, torej v Domžalah na peš mostu, še malo naprej od Lidla, povrnete in po drugi strani nazaj, tisti, ki pa obračate na 5,9 km, je pa obračališče pri Temisu, tam malenkost pred papirnico Poličevo. Spredaj gre kolesar in pa zadaj gre komisar. Vključevalnice so mi zagotovili, da tudi bojo na trasi, pa v cilju bo vključevalnica, tako da spremljate Puščice, na tleh vse je označeno, želim pa vam obilo uživka na tekaški trasi na krajši in daljši razdalji danes. Tako, dragi tekači, približuje se začetek, kot je povedal že eden od organizatorjev, veliko uživkov, starta pa naš startni strel iz pištole našega guvernerja, Marka Gospodinačkega. Pravi, če ste pripravljeni, bi počasi začeli na 5, 4, 3, 2, 1. Čakala, zdaj moramo najprej semen kolone. Zdaj se zdaj stekl, zdaj pa lahko gre. Dobro, ja sam bude 20 minut, a? Ja.
Prav sam 1, 2, 3, 6. Ja? Evo, bravo prvi. Evo, bravo. Super. Koliko je bil čas zmagovalca? Tam ve. Tega ne vidim. Kako je trasa izgledala, v redu? Poznam domačin. A domačin? Naprej strah, ko vidim, da nazaj na gor. Ja. Dej, tja proti Domžala se gre na dol. Tam je šlo 3,45, če ta je še boljša, ne? Aha. Pol pa nazaj, zdaj pa. Vsak korak je težji narediti. Je bilo? Bravo, bravo! Olejo Starinova, prva ženska, fino, zdravo. A sestrica tu teče? Ne, letos ne. A sama si? Ja. Fino, prva ženska pa si. Bravo! To grega, kaj si na petku šel ali kaj? Ja, dobro si ga odrešil. Bravo. To je opala. Malo še! Ne gre v razpremljavati. Bravo, ta druga ženska, evo. Zmaga, dragi. Ja, bravo. Bravo, evo. Pa najmlajša zgleda. Se smo pogovarjali, ja. Spet se vidimo, ne, na tekmi.
O, to Franci. Verlaufal. Sem se pa odpuščal. Bravo. Bravo, bravo. Da vam zdaj le midva malo ponagajamo, naši. Bravo, star! Pride. Bravo. Imate vodo. Bravo. To pa si glih mila, da pa naslednja začela z vodo. Ste bili prekitri. Naše, seveda. Se ne partem, partem pravilno. Evo bova misla prva. Jaz pa plaka, že misla končno pa še. Bravo! 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 Bravo, Erlan! Bravo! Aleluja! Bravo, mamke! Pokrite predele, ker ne želite biti smočari. Bravo, mamke! Bravo, Katjuša, 3-4. Zdaj me poli. Tako greš. Bravo. Bravo, majči! Bravo! Bravo! Hvala vam. Ona je meni tempo za ja. Mame smo malo. Kje imate vašega? Čestitam, Jaša. Bravo. Jaz nisem prišla na tega. Prvo si malo bilo. Kaj si videl, kaj si videl. Aj, štira, deno. Ja, lep. Dobiš čestitev. Bravo, 3-4. Bravo. One čestke moramo se Daj. Gremo, tu, bravo. Bravo! Bravo, punce! Gremo, Sara! Čakamo te! Bravo! Bravo, super. Odlično, lepa. Seveda. Bravo! Pa se s kakšnim športom ukvarjate? Da bo ime? Blaž, Matija. Basket, a res? Bravo! Samo vsega pomalo.
Bravo! 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 Dajmo, Sara! Je šlo 10. Prva od naših na 10. Katjuša, Sara je šla na 10. Gotovo je ni. Ja, točno. Pa je 10 bila. Bravo, Tatjana! Malo Bravo, Tatjana! Bravo! Idemo, tle se postavimo, tle se postavimo. Saro napači. A ni bilo več. Kada je? Bravo. Dajmo, dajmo! Dajmo, Nina! Bravo, svaka čast. Bravo! 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 Dajmo, dajmo! Bravo! Svaka čast. Prva od naših, ki šta na 10, evo. Pazi, pazi, pazi. To je kar za moj prvi petko. Sploh ever. Bravo. Celo pot sem tekla. Malo samo, malo. 30 cm sem Ano preklinila. Hvala. Super. Je zmanjkalo vode. Ja, prišla na Bravo. Bravo, pa si na 10 šla. Ja, dobro, odlično. Je odlično. Fajn zatek bilo. Pa senca tudi fajn, pa to. Ja, dobro, super. Super. Tako, dragi tekači, drage tekačice, mislim, da se počasi današnji tek, saj po športni plati, končuje, da prihajajo še zadnji udeleženci in udeleženke v cilj. Vem, da vam je bilo kar precej toplo, tako da poiščite čim prej senco. Razglasitev, kot rečeno, bo približno 11:45, predtem bodo še župani, podžupani, ki so prišli iz občin Kamnik, Domžale, Komenda, Trzin, Lukovica in Mengeš, se bodo preizkusili v hoji na poligonu za slepe. Tam lahko seveda še vedno velja to tudi za vas poskusite. Opozarjam še enkrat, da še vedno čakamo na lastnico ženskih sončnih očal in lastnika mobilnega telefona, ki smo ga našli na progi. V naslednji glasbeni točki pa predstavljam zelo zanimivega gosta in to je 9-letni Žiga Jarkovič, harmonikar. Naj povem, da Žiga ni zgolj harmonikar, Žiga je tudi član društva Vidim cilj, kjer so združeni otroci, pa tudi odrasli, slabovidni in slepi. Poleg tega, da je Žiga harmonikar, pa je seveda dosegal v letošnjem letu že tudi krasen športni rezultat. Žiga, ki je star 9 let, je postal državni prvak v plavanju v disciplinah prsno in pa hrbtno na 50 metrov. Ampak bravo, tako da aplavz za Žigo. Zdaj pa, kot rečeno, njegova glasbena točka.
in sicer nam bo Žiga najprej zaigral Veselo v Kamnik. Veselo v Kamnik, zdaj pa bo naš 9-letni Žiga Jarkovič zaigral še eno skladbo, ki jo je pripravil za naš današnji dnik. Ta pa nosi zelo zanimiv naslov Ta sosedov France. Ta sosedov France. Она мне познала Tako, to je bil Žiga Jarkovič, ki je na harmoniki zaigral za nas Veselo v Kamnik in Ta sosedov France. Po moje si zasluži še en glasen in krvak aplavz. Bravo, Žiga, in hvala. Zdaj pa predlagam, da si privoščimo še nekaj glasbe. Zadnji tekači prihajajo v cilj in tudi tekačice. Potem pa naj se počasi pripravijo za svoj nastop tudi župani, podžupani občin, da bodo preizkusili svoje sposobnosti na poligonu za slepe. Tudi predsednikov Lions kluba, conskega predsednika in tudi guvernerja Lionsov distrikta 129 po poligonu za slepe in slabovidne. Tisti, ki se skrivate po senci, pridete, varujem vas, da pridete nekoliko bližje, da boste lahko videli, kako poteka in s kakšnimi problemi vse se morajo soočati v resnici slepi, ko
poskušajo živeti življenje nas ljudi, ki povsem dobro vidimo. Po tem Jaz sem. Kaj se smije, no? Ja. Težko, ni tako, ne? Ja, ampak težko. Je, ne? Ja, ker sem videl, kaj me čaka. Se vidi, da ni. Z namenom, da zberemo denar za pomoči potrebnim, se pravi v dobrodelne namene. Sam rezultat ni bil v ospredju, a kljub temu čas smo merili, zato je prišel čas tudi za podelitev
medalj in nagrad najboljšim v posameznih kategorijah, zato vse tekačice in tekače vabim, da se počasi zberejo tukaj pred stojnicami na tem asfaltnem prizorišču, kjer je sicer sonce, ni sence. Nagrade bodo vam izročili oba dva predsednika Lions klubov Kamnik in Domžale, Aleš Lipičnik in Franci Baloh, ter guverner distrikta slovenskih Lionsov Marko Gospodinjački. Same rezultate pa vam bo prebral in razglasitev napovedal Domen od ProTima, ki je meril čas. Seveda pa se naj tukaj pri razglasitvi rezultatov zglasijo tudi župani in podžupani ali podžupanje, ki so danes prišli na ta 6. dobrodelni tek. Izvoli, Domen. Hvala za besedo. Tako, selimo se k podelitvam. Začeli bomo najprej s tekom na 5,9 km z moškimi in ženskami do 29 let, zato se mi naj tule na tem improviziranem prireditvenem na tem odru pridružijo Rok Godler, Jure Orehek in Miha Podbrežnik, ter pri ženskah do 29 let Sara Starin, Lara Maksim in Tatjana Keržan. Vidim, da tekači in tekačice že prihajajo. Pričeli bomo z gospodiči, če lahko tako rečem, torej moški do 29 let. Tretje mesto Miha Podbrežnik, 29 minut in 6 sekund za tretje mesto. Na drugem mestu Jure Orehek, 24 minut in 16 sekund. Je Jure z nami, torej Jure Orehek, če je v bližini hitro, vsem kaj šefom Lionsov, da podelijo lepo medaljo in nagrade. Na prvem mestu pa Rok Godler iz kluba Vzajemna za zmago v kategoriji 23 minut in 27. To je bila torej kategorija moških do 29 let. Sta še oba tukaj, še z eno fotko, če lahko hitro skočite še nazaj, da naredimo torej Miha in pa Rok. Hitro vsem kaj še, da eno fotografijo za spomin. Pripravljena pa ne bodo že dekleta, torej Tatjana, Lara in Sara pri dekletih do 29 let. Takole, prva kategorija je ovekovečena, zdaj pa kličem kot tretjo Tatjano Keržan pri ženskah, pri dekletih do 29 let, 31 minut 51. Na drugem mestu Lara Maksim, 30 minut 58. Naj povem, da je Lara letnik 2007, zato si zasluži še en poseben aplavz. In kar na drugo mesto se je zavihtela, zmagala je pa Sara Starin iz Ihana, 28 minut 22 pri dekletih do 29 let. Če imamo še Tatjano, tule je prišla odlično, torej Tatjana Keržan, še njej bronasta medalja, pri dekletih do 29, Tatjana pa 31-51. In tudi dekleta, prosim za eno fotografijo, še sekundico, stanite. Kličem pa že dalje, moški 30 do 39 let, dva smo imeli v tej kategoriji, dva predstavnika, Marko Gregorc in Boštjan Ravnikar, pri dekletih pa prve tri, Katja Pogačar, Nina Gostič, Fungetar in pa tretja Vida Renic. Vsa peterica se naj pripravi, pričeli bomo z moškimi, Marko Gregorc in Boštjan Ravnikar, če sta tukaj z nami. Hitro naj prideta, sicer nadaljujemo s podelitvami. Marko Gregorc. Deklet Boštjan Ravnikar in Marko Gregorc, če sta z nami, sicer gremo k dekletom. Vida Renic na tretjem mestu, 30 do 39 let je Vida z nami. Na drugem mestu, potem pa kar prosim na oder, dajte biti malce bolj pogumni, Boštjan Ravnikar, Marko Gregorc, po medaljo, zasluženo osvojeno. Boštjan Ravnikar je drugi, srebro zanj, 31 minut 33.
Marko je pa prvi, če z nami, Marko Gregorc, si tukaj, Marka ni, za zlato odteko 24 minut 24. Kaj pa dekleta? Vida Renic tretja, druga Nina Gospič Pungertar, zmagala je pa Katja Pogačar, super, Katjo imamo zmagovalko, 31 minut 33. Zakaj pa ne bi vse gor dobil, ne samo nje, pa se pol z njo potegne. To pa je fotograf. Nadaljujemo s tekom na 5,9 km, selimo se v višjo kategorijo moški 40 do 49 let in ženske 40 do 49. Pri moških Borut Ložar, Robert Iglič in Janez Zupan, prva trojica, pri ženskah Katja Kropivšek, Andreja Hribar in Nataša Zapkar. Pri moških tretji Janez Zupan, Janez si z nami odlično. Janez Zupan 28 minut 18, drugi je Robert Iglič 23 minut in 5 sekund, zmagovalec pa Borut Ložar 23 minut in 6 desetink samo je potreboval za zmago Borut Ložar. Postavite se vsi tri. Tako, še ena fotka, gospodje, lepo prosim za naše fotografe, ki so danes prisotni. V nizkem štartu pa že imamo ženske 40 do 49 let, tretje mesto Nataša Zapkar, 34 minut 21, čestitke, na drugem mestu Andreja Hribar. Tako, torej Nataša Zapkar, 34-21, na drugem mestu Andreja Hribar, 34 minut in 16 sekund, zmagala pa je Katja Kropivšek, 33 minut 53. Še Katjo vabim, če je z nami, zmagovalko v tej kategoriji, sicer pa druga in tretja vrščena za fotografijo. Kličem pa že moške, 50 do 59 let, na 5,9 km dolgi progi, Igor Alpner, Pavle Klemenčič, Marjan Perper, pri dekletih pa Jano Podbrežnik, Mojco Rutar, Bergant in Miro Kotnik. Torej gremo najprej k moškim, tretje mesto v kategoriji 50 do 59, Marjan Perper, 27 minut 51. Marjan je ostal z nami, odlično. Na drugem mestu Pavle Klemenčič, KD Mengeš, 24 minut 27. Zmagal je pa Igor Alpner, 22 minut 48. Čestitke trojici najhitrejših v tej kategoriji. Ja, ste se zmanili, da ste zeleni. Tudi vas prosimo za eno fotografijo, tako izvrstno, z velikim nasmeškom danes ob zaključenem teku v Kamniški Bistrici. Kaj pa razvrstitev pri dekletih, pri ženskah 50 do 59, tretja Mira Kotnik, 34 minut 42 za Miro. Drugo mesto Mojca Rutar Bergant, 34 minut 21. Zmagala pa je Jana Podbrežnik, 34 minut. Ostali sta nam še najstarejši kategoriji, moški nad 60 in ženske nad 60. Seveda tudi pri ženskah nepogrešljiva fotografija na koncu. V najstarejši kategoriji imamo enega in edinega, ki se je danes pomeril s to traso, Franc Jerič,
pozasluženo zlato 32 minut 36 za gospoda Jeriča, če je z nami. Gospod Franc Jerič, zmagovalec in edini predstavnik kategorije 60, zlato in nagrada. Kaj pa pri dekletih? Dragica Cvišič in Maja Bogataj sta bili najhitrejši. Na drugem mestu Maja Bogataj 37 minut 54 za srebrno odličje danes. Zmagala pa je Dragica Cvišič, ljubljanski tekači 30-35. Tu sta sedaj obi. Maja Bogataj je bila druga, gospa Maja, to ste vi. Tako odlično, Maja Bogataj za drugo mesto in pa Dragica Cvišič, ljubljanski tekači za prvo 30-35 pri ženskah nad 60 let. Jerič, Francu! Mi smo se slikali. Zdaj pa gremo še na daljšo razdaljo na tek 11 km po teh fotografijah, ki najstarejše kategorije na 5,9. Pripravijo se naj moški in ženske do 29 na daljši razdalji Žiga Zore, Saš Mišvel, Dejan Mencin in pri ženskah Tjaša Sotlar, Katarina Robnik in Špela Perčič. Kakšna je situacija torej na daljši razdalji? Še enkrat kličemo moške do 29, tretji Dejan Mencin, drugi Saš Mišvel in prvi Žiga Zore. Dejan je z nami, Dejan je tukaj, 52 minut 33 za tretje mesto. Saš Mišvel je bil drugi, imamo Saša tukaj, mora biti, Saša ni. Žiga Zore pa je bil zmagovalec te kategorije 48 minut 27. Ženske so tudi že pripravljene, še fotografija pri moških do 29. Pri dekletih pa razvrstitev sledeča. Tretja je bila Špela Perčič, ura 2 minuti 59. Špela kar pogumno po medaljo, če si z nami. Druga Katarina Robnik, 59 minut 32. Tako Katarina je z nami na podelitvi. Zmagala pa je Tjaša Sotlar, 56 minut 34. Gremo dalje po kategorijah, moški in ženske oziroma od 30 do 39, Matej Cafnik, Sašo Škrbinc, Primož Frantar pri moških in pri dekletih Katarina Branisel, Saša Bokorč, Maja Kenda. Pri moških Primož Frantar tretji, je Primož tule številka 51, 48 minut 49 za tretje mesto. Drugo je osvojil Sašo Škrbinc, 48 minut 15. Zmago pa je odnesel Matej Cafnik. Je Matej še z nami, 47 minut 30, sicer pa druga in tretja vrščeni še za eno fotografijo. Pri ženskah 30 do 39, tretje mesto, Manja Kenda. Manja je tukaj, ura 10 minut in 23 za daljšo razdaljo. Druga je bila Saša Bokorč, ura 2 minuti 55. Zmagovalka pa Katarina Branisel, 56 minut 37. Sta Saša in Katarina mogoče še kje v bližini. Sicer mi potujemo dalje po rezultatski listi in že smo pri moških 40 do 49 in isto pri ženskah. Denis, Guzel, Mark, Stromajer, Miha, Ažnik so bili prvi trije, pri ženskah pa Janja Baloh, Renata Kosec in Alenka Purzalokar.
Kakšno je zastopstvo v tej kategoriji? Mislim, da fanti prihajajo. Miha Ažnik je bil tretji. Kje je Miha? Čestitke. Mark Štromajer drugi, 46 minut 11 za drugo mesto. Denis Guzelj pa kot absolutni zmagovalec današnjega dolgega teka. Prvi 42 minut 20 je potreboval za tole traso ob Kamniški Bistrici. Zdaj pa še ženske 40 do 49. Tretja Alenka Purzalo, kar 59 minut 40. Renata Kosec je bila druga, 56 minut 20. Čestitamo. In Janja Baloh, zmagovalka, 53 minut 26. Na naslednji dve kategoriji, moški 50 do 59 in ženske 50 do 59. Malo se drugače postavite. Vlado Kvedar, Jernej Pikel, Tomi Vrhovnik in pa Marija Kotnik ter Tatjana Kumar-Jurič. Moški Tomi Vrhovnik je bil tretji, 58-17. Jernej Pikel drugi, 46-29. Iz ŠKD Mekinje pa Lado Kvedar prvi, 45 minut 40. Pri ženskah pa dvojica, Tatjana Kumar-Jurič je bila druga, ura 18:26. Marija Kotnik pa prva, malce hitrejša je bila, ura 18:22, če sta Tatjana in Marija, se naj kar pripravita o teh zaključnih fotkah. Stereo! Neki bo zikr gratov. Ena je bila že prevzeta, kaj pa Marija Kotnik, če še kje z nami, tole je bilo za Marijo, Tatjana pa če je kje z nami, hitro po medaljo, za obe smo prevzeli odlično. In še najstarejša kategorija, moški in ženske nad 60, dvojica zastopstva pri obeh kategorijah, Brane Povše in Mihael Horvat pri moških in Zlatka Tičar ter Nuša Cerar pri dekletih. Najstarejša gospoda sta tukaj in najhitrejša v svoji kategoriji, Mihael Horvat. Zaploskamo z letnikom, to lahko povemo, 1938 je gospod Mihael zmogel progo uri in 14 minutah 48. Iskrene čestitke, gospod Brane Povše pa prvi z uro in 3 minutami 34 sekundami. Pa naj gospoda kar počakata, tukaj na podelitvah se jim bo pridružila še ženske v teh dveh najstarejših kategorijah. Dve smo imeli, Nuša Cerar za drugo mesto, ura 28:12. Gospa Nuša, če je kje še z nami, kaj pa gospa Zlatka Tičar iz športnega društva Partizan Dolsko, ura 11:12 sekund. Iskrene čestitke, tole bo zdaj skupna fotografija za dve najstarejši kategoriji. Tole so bili rezultati, zdaj pa besedo predajam nazaj uradnim spikerjem. Predlagam malo muzike. Malo muzike, lahko tudi zaplešamo. Bravo. Spasino. Gospo, ki je tekla v kategoriji 40 do 49 let, Saša Jeretina, je računalnik žal po nekem sistemu razporedil v moško kategorijo. Tako da je gospa Saša Jeretina, ko smo ponovno preverili rezultate, celo zmagovalka v skupini s časom 31:26. In tako da se opravičujemo za to pomoto, ki je zakrivil očitno računalnik. Gospod pa vabim, da pride do mene in organizatorjev, merilcev časa in bomo to zadevo uredili. Drugače pa nadaljujemo še zadnjo točko
in sicer podelitvijo denarja, ki smo ga danes zbrali. Kot rečeno, to je bil dobrodelni tek in guverner distrikta 129 Marko Gospodinjački bo podelil čeke, simbolične seveda čeke z danes zbranim denarjem, ki ga bomo namenili pomoči potrebnim v občini Kamnik in občini Domžale. Vabim, da prejemu čekov pristopita tudi oba dva podžupana kamniške in domžalske občine. Ter seveda tudi oba dva predsednika Lions klubov. Tako, drage tekačice, dragi tekači, to je počasi tudi zadnje dejanje današnjega tekaškega dopoldneva. Najlepša vam hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli, da ste sodelovali. Upam, da ste preživeli lep, prijeten, tekaški, športen dopoldan v tem prekrasnem vremenu. In če ste bili zadovoljni, prepričan sem, da ste bili, pridite spet prihodnje leto, ko upam, da se nas bo zbralo še veliko več kot tokrat. Hvala pa še enkrat vsem, seveda tudi sponzorjem in vsem, ki ste pomagali pri izvedbi današnjega tekaškega dne. Hvala in nasvidenje prihodnje leto.